Živela 1. in 2. maj. Živela! Naj dehtijo nageljni rdeči kot kri, naj rdijo lica od plesa in naj zardevajo pohlepni lastniki kapitala, ki jim je še preveč premalo. Danes je na Rožniku slovesno, tako kot je na tem mestu že več kot 130 let. Slišite, tovarišice in tovariši, godba prihaja! Jo! Skupaj sindikati smo eno in skupaj smo močnejši. To, kar nas druži, je dragocenejše od denarja. Druži nas človeško dostojanstvo, ki ni odvisno od tega, koliko imaš na računu, temveč od pošteno opravljenega dela, družbene odgovornosti, solidarnosti in vzajemnega spoštovanja vseh, ki prodajamo svoje znanje in delo in svojo bit. Ne, tovarištvo ni prazna beseda. Tovarištvo je temelj sindikalnega boja.
kot je bilo temelj partizanske vojske, ki je v teh pomladnih dneh pred 78 leti osvobodila Ljubljano. Spoštovani župan mesta herojev, gospod Zoran Janković, vljudno vas vabim k besedi. Tule. Živel 1. maj s partizanskim pevskim zborom, z našimi godbeniki, brez neuradne himne Ljubljane maja meseca ne moramo začeti. Spoštovane tovarišice in tovariši, drage Ljubljančanke, Ljubljančani, ta maj mesec ima poseben pomen. Začnemo 1. maja tu na Rožniku že vsa leta in enostavno poslušamo zvečer tovarišico Lidijo Jerkič, ki pove svoje mnenje. Danes imam jaz besedo, ampak moram priznati, da se o mnogo čemu strinjava midva. Ko govori o tem, da je potrebno biti pravičen do vseh delavskih pravic, podpišem. Še vedno trdim in po Mercatorju in po mestni občini, da je najpomembnejši v podjetju, v katerikoli ustanovi človeški kapital. Tudi robotika potrebuje ljudi. Brez ljudi ni napredka, ni razvoja. In to, kar je rekla v svojem intervjuju, da je treba uzakoniti kot 13. 14. plačo, tako regres, kot tudi božičnico, ima mojo podporo. Pa ne, da ima mojo podporo, da govorim na pamet, tudi v naših podjetjih, tudi tisti, ki so delali izgubo zato, ker niso smeli povišati cene, govorim o prevozu, so vsi naši sodelavci v LPP-ju, v Oki Snagi, že dobili regres in za novo leto bo tudi božičnica. Ljudje si za svoje dobro delo zaslužijo, da se dobro tudi nagradijo. Od 1. maja preskočimo na 6. maj, na soboto, ki vse skupaj vabim na ta pohod o našem PST-ju, ob spomeniku, ki ga nima nihče v Evropi, ob spomeniku, ki nas spominja na to, da je bila Ljubljana za žico pred mnogimi leti, in o spomeniku, ki nima več žice, ampak prijateljstvo. In lahko rečemo, ne bo nikjer žice, na nobeni meji, še manj pa v glavah nekaterih ljudi. Mi smo dobili novo vlado pred enim letom. Lahko razmišljamo, kaj je bilo dobrega. Jaz bom zase povedal, ker podpiram Roberta Goloba, da je prinesel mir, da je pozval Janšo opozicijo. Ampak po vseh teh letih, kar sobivam na tem političnem področju, ugotavljam, da se Janša najbolj počuti v opoziciji. Je mojster referendumov, je mojster interpelacij, je mojster nagajanja, je mojster prevzemati radio-televizije, ampak tudi to se bo nehalo. To vam zagotavljam, tako da bomo imeli tisto, kar si želimo.
V tem času smo preživeli energetsko krizo in tu je treba predsedniku vlade reči hvala, kajti on je bil tudi te problematike, tvorec rešitve tudi na evropskem nebu. Mnogi predsedniki vlad so reševali energetsko krizo po njegovem konceptu. Čaka ga zdravstvena reforma, čaka ga plačna reforma, ampak jaz sem prepričan, da s pomočjo Svobodne Ljubljane, mesta heroj, bomo tudi to uredili, tako da bomo imeli boljše življenje za vse ljudi v tej naši državi. Tisto, kar se ponavljam, ampak mislim, da je prišel čas, da bomo lahko ugotovili, da takemu kapitalizmu na svetu ni dolgega obstoja. Zdaj je samo vprašanje, a se bo spremenil z evolucijo ali revolucijo. Namreč to, kar se zdaj dogaja, kar se je zgodilo v Evropi, vojna slovanskih narodov, kar se dogaja v Afriki, Aziji, nima nobenega pametnega odgovora. Mogoče lahko trdimo še eno stvar, da je bolje za Evropo eno leto pogajanja kot en dan vojne v Ukrajini. Ne se končno začnejo pogajati, dobrodošli, ne pride v najlepše mesto, bomo poskrbeli, da bojo imeli mir, da lahko dosežejo mir v celi Evropi. Tisto, kar je težko razumeti, leta 1945 so Titove partizani, partizanke bili na strani zmagovalcev v drugi svetovni vojni, tistih, ki so premagali največje zlo, fašizem, nacizem. Danes so te zavezniki na različnih straneh. Ali čakajo, da se proda vse stare zaloge orožja, ne znam povedati. Ampak končno tudi te zaloge orožja ne prodajo, ne ga uničijo in ne začejo ta denar namesto orožja vlagati v razvoj Afrike, Azije, v druge države, kajti treba bo na veliko graditi, od Ukrajine, od Afrike. Naj te puščave pretvorijo v rodovitna polja, tako da bojo vsi ljudje na svetu imeli primerno življenje. In da zaključim s tem majskim začetkom, se pravi 1. maj slavimo delavske pravice. Pri teh lahko rečemo, da je situacija v Sloveniji zelo dobra, da imamo skoraj manj kot 50 tisoč nezaposlenih, da nimamo zadosti delavcev na področju zdravstva, na področju gradbeništva, na področju gostinstva, hotelirstva in enostavno treba tudi sistem šolski tako usmeriti, da bomo imeli več naših mladih, naših otrok, vnukov, ki se bo v tej smeri razvijali. Ampak konec koncev, pri tem je treba spet še enkrat poudarjam, tako doreči ta sistem v Sloveniji, da bojo vsi zaposleni imeli redno in dobro plačilo za svoje delo. Kdor ne spoštuje sodelavca, delavca na vsaki poziciji, tako podjetje, taka ustanova nima nobene možnosti za razvoj in to se bo tudi videlo. In potem po 6. maju, ko se bomo videli na tem pohodu, običajno nas pride več kot 30 tisoč ljudi, ki svobodno mislimo, ki dajemo na svoje zdravje, ki se srečujemo, si mahamo, pojemo hej brigade, hvala partizanskemu pevskemu zboru, ki bo tudi in 6. maja na Kongresnem trgu in 9. maja bo tudi na gradu, ko slavimo dan Ljubljane, Ljubljana mesta heroj, ki ponosno slavi svojo osvoboditev, ponosno slavi svoje partizanke in partizane. In tudi tam bo sporočilo to, kar pravim. Dajmo delavcem tisto, kar jim pripada, dajmo spoznati, da je človeški kapital najbolj pomemben, da podjetje brez ljudi ne more uspevati in predvsem ostanimo solidarni, humanitarni, socialni, ostanimo ponosni na svojo svobodo in naj živi 1. maj, praznik delavcev. In še to velja, mi ni sram povedati in na to sem ponosen, delu, čast in oblast. Hvala sindikatom za to priložnost, hvala za to krasno pripravo, hvala sindikatom, da so uredili vreme, ki je primerno, imamo tudi šotor in naj bo danes na Rožniku veselje s partizansko pesmijo. Srečno, najlepše mesto. Hvala.
Najlepša hvala, gospod župan. Živimo v času, ko je šel svet stečajev. Gotovi so samo življenje, obrok oderuškega kredita in smrt. Nič več ni trdno. Prihodnost je turobna neznanka in zato je trdno povezana skupnost, ki se bori za svoje člane, nujnost in edino zagotovilo prihodnosti. Sindikati smo tisti del družbe, ki zagotavlja varnost, stabilnost, pomoč in solidarnost. Tvoj sindikat je tukaj, zate. Domači smo i naša sila, skovala nam bo sreće ključ, in iskra svetla izpod kladiva, prižgala bo svobode luč. Udar na udar in brez odmora, skladiva pesem najdolni. Znak stoletni, že obrak se ruši, izvanja ljudstvo se budi. In narodu skovali srečo, s kladivom našim bomo mi. Verige sužnjev, okove težke, kladivo naše naj zdrobi. Kovači smo in naša sila, skovala nam bo sreče ključ. In iskra svetla izpod kladiva, prižgala bo svobode luč. Dokler bo dobiček edino merilo uspeha, bo šel svet k vragu. Izčrpavanje zemlje bo pokopalo vso človeštvo, tudi samopašne lastnike globalnega kapitala. A pomislijo kdaj na prihodnje rodove, preobjedeni gospodje? Ali jim je mar zgolj in samo za njihove scrkljane riti? Sindikati smo organizacija, ki se zavzema za družbo prihodnosti, kot si jo želimo, varno, socialno, solidarno, povezano in okoljsko vzdržno. Nam ni vseeno za vas in ni nam vseeno za nove generacije. Svoboda je kot ljubezen. Najprej je osebna, nato jo z delitvijo množimo. Vera v lepši jutri je potrebna, kot voda, kot hrana, kot tovarištvo. Ali kot je zapisal delavski pesnik pariških ulic Jacques Prévert. Misli, okamnele pred čudežno brezbrižnostjo strastnega sveta, spet najdenega sveta. Sveta, ki ima cvek izvedenja
in pet iz življenja, treznega in pijanega sveta, žalostnega in veselega, nežnega in krutega, resničnega in nadresničnega, strašljivega in zabavnega, nočnega in dnevnega, navadnega in neobičajnega, a lepega nad vse. Marsikaj bi se lahko še reklo, pa se bo raje zapelo. Kamerata iz Rdečih revirjev, Vlado Poredoš in Primož Siter bosta več kot jasna in nazorna. Še prej pa, s spoštovanjem in aplavzom, pospremimo na pot Pihalni orkester Ljubljana. Živel 1. maj!